Morda bo s tem tudi manj dogodkov povezanih z zlorabo pirotehnike. V zadnjem 5-letnem obdobju smo na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 2 poškodbi. K sreči sta bili obe lažje oblike. V enem primeru je bil poškodovan tudi otrok, vzrok je pa bil napačna uporaba izdelka. Tudi gasilci imajo v prazničnem času delo s požari zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, pravi Gregor Blažič. Tle bi apeliral na vse, da se pač te pirotehnična sredstva, če se že morajo uporabljati, uporabljajo skladno z navodili proizvajalcev in pa v takem prostoru, kjer se to lahko uporablja, ker nimamo nevarnosti, da bi kam odletelo. Največkrat se dogaja, da rakete priletijo na kozolec ali drug objekt, ki se na to vname, pravi Blažič. Kaj pa o uporabi pirotehnike menijo naključno mimoidoči? Ne pustimo tega, ampak smo pa včasih, ampak škoda denarja za take stvari. Pa tudi varnost, ja. Noben. Nikoli. Kaj ne recimo? Ker imamo psa in vemo, da se pač boji. Kakšno raketo mogoče še, drugače pa, kar se tiče petard, pa kitajskega pa ne. Mislim, da smo enkrat, ampak samo toliko za otroke, da je bilo enkrat ena tista kaseta in to je to. Se bojim tega. Pa je veliko tega? Ja, kaj svem, ven ni za iti. Smo že kar precej odrasla, pa mislim, da je to nevarno, kot prvo nevarno je. Ne uporabljam, ne moti, fajn je, da ne bi bilo. Policija tudi med letošnjimi božično-novoletnimi prazniki izvaja preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard, le da v spletni obliki. Čeprav se tudi policisti in gasilci v korona času soočajo z okužbami, pa je skrb, da ne bi bilo poskrbljeno za varnost občanov odveč, zagotavlja Gregor Blažič. Bodo varni, sigurno.